Pozdravljeni! Danes po krščanskih običajih buduje sveti Jožef, zaveznik delavcev, predvsem pa tesarjev. Pregovor pravi, da če je Jožef lep in jasen, je dobre letine prerok glasen. No, mi si vsekakor tega želimo. Nocojšnji poudarki. 60 let otroškega zobozdravstva v Trbovljah, ukrajinski večer v Moravčah, letošnja litijska čistilna akcija. V Trbovljah letos obeležujejo 60 let od uvedbe organiziranega otroškega zobozdravstva. V zdravstvenem domu so pripravili srečanje z nekdanjimi zaposlenimi in tistimi, ki so bili med pobudniki in začetniki omenjenega zobozdravstva. Prva šolska zobna ambulanta je bila ustanovljena leta 1964 s prihodom doktorjev dentalne medicine, zakoncev Bosilke in Josipa Mičevič. Ambulanta je bila namenjena izključno otroški populaciji in je delala s polnim delovnim časom. Zadnja leta je vodja oddelka gospa Sanja Ščepanovič. Poglejmo si, kakšno je stanje v otroškem zobozdravstvu danes. Na našem oddelku za otroško in preventivno zobozdravstvo Zdravstvenega doma Trbovlje za zdravje otroških ust in zob skrbijo 3 zobozdravstveni timi in 1 preventivna sestra oziroma visoka medicinska sestra s specialnimi znanji prav za vzgojo za zdrave zobe. Zdravstveni dom Trbovlje je z novo opremo oziroma novi stoli, sterilizatorji, kadrovsko smo izpolnjeni oziroma imamo vse ambulante, ki obratujejo absolutno vsak dan v tednu, dežurne službe, tako da smo v bistvu vedno dosegljivi našim otrokom. V Zdravstvenem domu Trbovlje tudi organiziramo za otroke šole za starše, kjer se izvaja vzgoja za ustno zdravje. Z rednimi strokovnimi izobraževanji, potem z rednim mentoriranjem študentom dentalne medicine, tudi v bistvu zelo dobro skrbimo za naš kader. Se je zelo potrebno, da je kader kvaliteten in visoko izobražen. Stanje v občini Trbovlje z zobozdravstvom je v bistvu v enem visoki srednji. Če gledamo, to je ena visoka srednja stopnja. Lahko se še več naredi in seveda, da na to stanje vplivajo določeni dejavniki tveganja, kot so recimo trenutno stanje v populaciji oziroma njihove prehranjevalne navade, potem migracije prebivalcev, ki vmes nimajo zobozdravnika, pa pride malo do padca ustne higiene. In to, kar je najbolj pomembno, je v bistvu, kako preventivo izvajamo, tako bo naprej. Zato smo veliko dali prioriteto na preventivi, na zdravstveni vzgoji in kar izvajamo kako individualne, tako in skupinske higienske pouke. Med prisotnimi na srečanju so bili tudi že upokojeni zobozdravniki, poleg zakoncev Mičevič, ki sta nedavno postala praded in prababica. Z nami je nekaj spominov na otroške zobozdravstvene dni delil trboveljski podžupan. Ob tej eni častitljivi obletnici 60 let zobozdravstva, šolskega zobozdravstva v Trbovljah, bi najprej čestital vsem zobozdravnikom in pa zobozdravnicam in pa vsem delavcem v zdravstvu, pa seveda direktorju, vodstvu zdravstvenega doma, da upravljajo to delo plemenito in jaz upam, da bojo v čim boljših pogojih delovali še naprej. Zdaj, če pa pogledamo malo na spomine, je dejansko danes je en tak moment spominu bil, no. Podoživel sem nekako otroštvo ob srečanju vseh teh zobozdravstvenih delavcev, rekel iz moje, rečemo, mladosti, ki so trenutno že v bistvu upokojeni. Tako da mešani so občutki, ker k zobozdravniku gremo vedno z nekim spoštovanjem oziroma z nekim strahom in v bistvu je še danes tako, ampak se pravim, mogoče v drugačni vlogi danes videti je v bistvu zanimivo, ker tako od dr. Mičeviča do dr. Brvarjeve in pa Mikožove, v bistvu, rekel sem bil njihov pacient, tako da luštni spomini.
V Moravčah so organizirali večer ukrajinske kulture. V zelo mirnem vzdušju so Ukrajinci predstavili svoje narodne noše, plese in glasbo ter pevski zbor. Kot sta v izjavi povedala župan in organizator gospod Andrija Hevka, so takšni dogodki pomembni za podporo ukrajinskemu ljudstvu, izboljšanju odnosov med državami in krepitvi ukrajinske narodne samozavesti. Veseli smo, da lahko ta večer gostimo velike ukrajinske umetnike in kulturnike, kajti to je način, kako bomo bolje spoznali naš bližnji slovanski narod, hkrati pa tudi pokazali svojo podporo temu narodu, tej državi v boju za njihovo svobodo, za ozemeljsko celovitost, za to, da skratka nastane končno in pravičen mir. V tem smislu je današnji koncert, današnja prireditev namenjena temu, da se še bolj povežemo in da skupaj stojimo, kajti imamo tudi skupnega nasprotnika. To ni ruski narod, ampak to je režim, ki vlada Rusiji, in mislim, da je čas, da v Evropi zagotovimo en trajen mir. Pogoj za to pa je, da Ukrajina zmaga v tej bitki, v tej vojni. Z mano organizator. Par besed o pomenu današnjega dneva za Ukrajino in Slovenijo. Andrej Hevka, predsednik Društva Ljubljana Kijev. Z velikim ponosom in z velikim, bi rekel, srcem prihajamo do vas, Ukrajinci, in vi ste eni med prvimi, ki nas tako pogostite, ki nas sprejemate. In zdaj smo pripeljali najboljšo ekipo glasbenikov, kateri bodo peli in zaigrali za vas in bodo pokazali svojo kulturo. In tudi otroci so, bi rekel, prinesli ene risbe, so poslali, en kruh korovaj imamo, pa plus boste videli en nagovor, bi rekel, naše županje iz mesta Kozjaten, ki bo pobrateno z občino Moravče. Vi ste tudi iz tega mesta Kozjaten? Ne, jaz sem pa tukaj z prostorov Balkana, ampak sem Ukrajinec, ki vodim vse to. Tako da najboljše poznam razmere in vsi me zelo spoštujejo in tako da bi rekli tudi, bi rekel jaz veliko pomenim tem ljudem, ki so prišli in da se lahko obrnejo name, ker poznam tlele vse, sem že 40 let in več, tako da velika je to prednost. V Trbovljah so se prejšnji teden srečali upokojenci. V predavalnici Delavskega doma je srečanje pripravilo gibanje Glas upokojencev in društvo Inštitut 1. oktober. Srečanja se je udeležil del tistih zasavskih upokojencev, ki so bolj aktivni v pokoju in ki s položajem, v kakršnem jih danes živi večina izmed njih, niso zadovoljni in bi zato radi storili nekaj, da bi se stvari spremenile. Društvo in gibanje si prizadevata za ohranitev slovenske države, jezika, tradicionalne kulture ter demokracije. Zahtevajo pa tudi spoštovanje do starosti in izkušenj. V imenu in za interese upokojencev si želijo vstopiti tudi kot stranka v parlament, zato medse vabijo čim več posameznikov. Zasavsko srečanje v Trbovljah je bilo tudi okroglo. O sami obletnici in vtisih smo poprašali predsednika gospoda Pavla Ruparja. Poleg pa je dodal še nekaj stavkov o trboveljskem kruhu. Torej, Inštitut 1. oktober in ljudska iniciativa Glas upokojencev je zelo aktivna, ne glede na to, da smo večinoma upokojeni in starejši ljudje. Danes je bil to že 80. odbor, ki smo ga ustanovili v Sloveniji. Tudi tu v Trbovljah so mi rekli, ljudi ne bo, ampak dvorana je bila skoraj polna, za kar sem zelo hvaležen in zelo vesel. In še eno stvar moram povedati, vedno se Zagorje, Hrastnik in Trbovlje nekako vleče nek negativen, bivši, ne vem, imidž, ampak jaz sem povem, tako prijaznih ljudi, kot so tu v revirjih, jih pa tudi težko človek najde. Vesel sem, da smo tudi postavili vodstvo odbora, da bomo delali lahko skupaj. Delo naše je borba za pokojnine, borba za zdravstvo, ker smo starejši zelo odvisni od tega, in pa seveda tudi, da se uredi stanje v Sloveniji na račun boljšega življenja. In še nekaj vam povem, cel dan sem na teren, jedel nisem nič in sem šel kupiti trboveljski kruh. In povem vam odkrito, težko prigranje, vem zgodovino, poznam knapov in ljudi, ampak povem pa, da je pa dober kot kruh. Želim, da je vsakmu občanu, vsakmu Zasavcu, v revirjih, kjerkoli, vsakmu Slovencu kruh vsakdanja dobrina,
da ga bomo lahko v narekovajih seveda še naprej uživali in jedli. In jaz bom sam tukaj rekel hvala vsem za sprejem, hvala vsem za organizacijo in bodite dobri kot kruh. Marec je čas pomladanskih čiščenj, ki so po krajevnih skupnostih sedaj že skoraj tradicionalne. V vseh teh letih je bilo po naših krajih skupaj zbranih veliko ton odpadkov, katerim se bodo pridružili tudi letošnji. Poglejmo, kako bo z letošnjo akcijo v Litiji. Ja, tako je. Sicer je v Litiji dogovorjeno, da bomo letos imeli centralno čistilno akcijo. Seveda, predvsem bodo prevzeli to nalogo krajevne skupnosti in mestna skupnost, tako kot vedno. Izvedeli prvenstveno 23. marca, nekatere krajevne skupnosti mogoče Vače in pa Dole že prej, teden prej, 16. Čistilno akcijo z poudarkom, da očistimo prvenstveno brežine reke Save, zato ker želimo tudi na ta način, se pravi, narediti nekaj dobrega za lepšo okolico, ki je nam narava lansko leto dobesedno zagodla in to cvetje ob reki Savi res nam ni v ponos. Tako da že sedaj povabilo vsem, se pravi društvom, klubom, se pravi vsem občankam in občanom, da se v čim večjem številu zberemo v soboto 23. marca od 8. do 13. ure. Ob koncu čistilne akcije pa seveda tako kot vedno, da se tudi zberemo na eni taki malici v vsaki krajevni skupnosti, v mestu in seveda tudi še ob tem bolj družabnem delu uspešno zaključimo ta skupni projekt. Vabljeni. V fotogaleriji F2,8 je prvič potekal mednarodni dogodek. Povabilu se je odzvala vizualna umetnica iz Trsta Elizabeta Bači. Predstavlja se z opusom fotografij, ki predstavljajo dialog med njenimi slikami, za katere pravi, da so odraz njene duše, in grafiti, ki so delo večkrat anonimnih avtorjev. Fotografije so nastale v Italiji in Sloveniji. Nekaj več o samem projektu pa nam je zaupala avtorica. I'm not only an artist, a painter, but I'm also an art critic. So let's say that if I have to produce a portrait of myself, as every artist does, something very minimal, very neat will come out and very spiritual. But at the same time, I'm very interested also in the cultural expression of what we might call not academic culture. So having these two somehow opposite interests in art, I had at a certain point to think how I could realize something that might include both of them. So I think that the photographic medium is an extraordinary opportunity to put them together and create something new. As I said in the title, a dialogue. Marcu pravimo, da je mesec žensk. Tako je bila Biserka Marolt Meden 11. marca gostja dogodka približevanja v Kulturnem centru Litija. Biserka Marolt Meden je svetovalka predsednice Republike Slovenije za družbene dejavnosti, ki funkcijo svetovalke opravlja nepoklicno. Pogovor je vodila Aleksandra Mavretič. Moram reči, da sem zelo prijetno bila presenečena. Nisem pričakovala take udeležbe in ne tako prijaznih vprašanj, tako da smo zelo živahno poklepetali in mislim, da smo se vsi dobro imeli. Biti prostovoljec je nekaj, kar mislim, da pritiče vsakemu zdravemu človeku, pa naj si bo to mlad osnovnošolec, ki lahko gre v dom starejših,
brati knjigo kakšnemu starejšemu, ali dijak, ki lahko že kaj več pomaga, ali v sklopu svojega šolanja, da ne govorim potem v nadaljevanju. In mene so vzgajali, da je potrebno pomagati, da je potrebno videti, kdo potrebuje pomoč in se na to ozreti in pač vzgoja nekaj prinese, zato sem že vse življenje prostovoljka, tako kot sem tudi zdaj na koncu v uradu naše predsednice, ki jo zelo visoko cenim. V galeriji gradu Bogenšperk je bila v sredo 13. marca otvoritev razstave Odkrite skrivnosti neba. Dela iz klekljanih čipk ciklov Ozvezdja in horoskopi izpod spretnih rok so predstavile članice Društva zasavskih klekljaric Srčevke. Predstava bo odprta do sredine aprila. Današnja razstava ima tema Ozvezdja in horoskopi, ker zajema dve temi iz našega nočnega neba. Ker astronomija in astrologija sta bila včasih ena veda. Ozvezdja so nastala po knjigi dr. Pavla Gržana. Po Orinovi poti smo nekoč šli na ta pohod, kjer smo videli, kako so neki ostanki teh starih megalitskih kultur na območju med Savo in Savinjo. In to nam je dalo idejo, da smo naredili 8 avtorskih čipk. To pomeni, da smo tudi zrisali vse same. Iz teh manjših formatov smo na veliko naredili pač ta velika ozvezdja, smo določili osnovne barve, v katerih barvah bomo klekljale, in potem je vsaka po svoje naredila, tako kot si je ona zamislila, to ozvezdje. Ker pa vse ne klekljajo tako rade po avtorskih vzorcih, ampak raje po vzorcih, ki so že narisani, smo potem dodali še temo, ki je nekako k temu skladala se. To so pa horoskopi. In v dobrih 3 letih smo jih naredili 15 serij iz vsega sveta praktično. Imamo čist klasične horoskope, po recimo neki klasični set, kot mi razumemo klasično čipko, recimo idrijsko čipko, pa tudi do zelo modernih, do barvnih, tako belih, barvnih, razne tehnike smo uporabljali, so ene bolj zahtevne, druge manj zahtevne, tako da smo naredili res eno veliko vsoto teh čipk, na tej razstavi 189 čipk. V soboto 23. marca v Zavod za mladino, šport in turizem prihajajo 4 komiki, ki zase pravijo, da so specialisti za norčevanje iz najbolj neprimernih tematik. Sašo Stare, Marko Žerjav, Alen Borišek in Aljaž Poredoš. Stand-up predstava Črni humor bo ob 19. uri. Če ste tip človeka, ki ga politično nekorektne šale brez filtra nasmejejo, potem bo to definitivno večer za vas. Pravijo, da je smeh pol zdravja, razen če se smeješ našim foram, pol si že na pol bolan, napoveduje humoristična četverica. Kot zanimivost, najbolj medijsko je četverici znan Sašo Stare, Alen Borišek pa je Zasavčan. Pomlad je tu in z njo tudi čas, ko si uredimo tako balkone, terase, kot tudi dvorišča in vrtove. Pa ne samo s čiščenjem, čas je, da jih zasadimo tudi z raznim cvetjem in ostalim rastlinjem. Kaj je najbolj primerno za določeno področje, pa smo izvedeli v vrtnariji Kocijančič. Prišla je pomlad, bližajo se tudi teli velikonočni prazniki, cvetna nedelja, čas je, da si okolico naše hiše uredimo s kakšnimi cvetočimi rastlinami. Zdajle lahko posadimo na oken, naprimer, kakšne lepe primule, te so sploh znanilke pomladi, kakšna cvetoča narcisa, mačehe in pa seveda okrog hiše tudi kakšno cvetočo grmovnico. Sploh za veliko noč naj bi vsaka hiša imela posajeno velikonočnico. To res lahko najdemo v naravi, načeloma pa se kupijo v vrtnariji. Iz naše strani je to vse. Želimo vam prijeten večer. Novice na ETV pa gledajte spet v petek. Lahko noč.